Kljub našim včerajšnjim napovedim, da zaradi zapadlega interventnega zakona o uravnoteženju javnih financ rektorju Univerze v Mariboru Igorju Tičarju ne bo treba v pokoj, kar sta potrdila tudi ustavni pravnik Ciril Ribičič in odvetnica Nataša Štelcer, ki je diplomirala iz področja delovnega prava in pravne socialne varnosti, nekateri menijo drugače. Naj spomnimo. Dejstvo je, da bi v primeru, če bi pogoji bili izpolnjeni na strani rektorja in če so bili leta 2016 njegovih osnovnih podatkov in osebnih podatkov ne poznam, bi v primeru, če bi še ZUJF veljal, pomenili prekinitev delovnega razmerja, v tem primeru pa tudi prenehanje mandata rektorja glede na določilo statuta, ki pač tako predvideva, da če rektorju preneha delovno razmerje, mu preneha tudi mandat. Ampak ker v tem primeru ZUJF, tako kot so ugotovila 2,5% rast BDP-ja, smo ugotovili, več ne velja, bi to zadevno tudi dejansko rektorju ti pogoji ne bili več merodajni za upokojitev. Svojo pomembno vlogo, ki rektorju omogoča dokončanje mandata, ima tudi delovnopravna zakonodaja. V vsakem primeru pa delovnopravna zakonodaja kot taka zahteva, da se delavec lahko sam odloči in v tem primeru pač rektor, če tudi nazvan kot rektor je delavec, lahko sam odloča o svoji usodi, kdaj se upokoji in kako se upokoji. O tem se pa Ustavno sodišče tudi že večkrat izreklo. Visokošolski sindikat pa kaže predvsem na zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki rektorja konec letošnjega koledarskega leta pošilja v pokoj. Zakon namreč govori o tem, da javnemu uslužbencu, ki bi v obdobju od 1. januarja do 31. decembra letos izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje v enem letu po izpolnitvi teh pogojev. Javnemu uslužbencu, ki se ne upokoji najkasneje s prvim dnem po izteku enega leta po izpolnitvi pogojev iz prvega odstavka tega člena, pogodba o zaposlitvi preneha veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik oziroma oseba, ki izvršuje pravice in obveznosti delodajalca s prvim dnem po izteku enega leta po izpolnitvi pogojev iz prejšnjega odstavka. Gre namreč za to, da rektor kljub svoji poziciji ni državni funkcionar, ampak zgolj javni uslužbenec, ki jim 9. člen prej navedenega zakona ob izpolnitvi pogojev narekuje pokoj. Vendar se tudi pri razlagi tega zakona mnenja krešejo. Od odvetnice Nataše Štelcer smo prejeli naslednje pojasnilo. Zakon še ni bil deležen ustavne presoje, menim pa, da gre za novi ZUJF, ki bo glede na prenehanje obligatornega upokojevanja in dejstva, da varčevanje ni več razlog za upokojevanje, v konkretnem primeru težko uporaben. Navedeno iz razloga, ker medgeneracijsko ravnovesje, ki ga je kot razlog za tehtanje ustavnosti spornih določil ZUJF Ustavno sodišče navedlo, ne more biti upoštevno, prav tako pa ni več ekonomske in finančne krize, kar pomeni, da uravnoteženje javnih financ država mora doseči z drugimi, primernejšimi ukrepi. Ker verjamem, da se bo rektor poslužil vseh pravnih sredstev, bo najkasneje ob podaji odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti zakon v zame spornem 9. členu predmet ustavne presoje, saj začasni ukrep, kot ga imenuje zakonodajalec, nima utemeljenih razlogov. Sicer pa je svoje mnenje o celotni situaciji pisno podal tudi profesor ustavnega prava, ki je bil upokojen prav na podlagi ZUJF-a, dr. Ciril Ribičič, ki rektorjevo predčasno upokojitev vidi kot sporno. ZUJF ne velja več. Za zadnji 2 leti sta zakona, ki veljata samo za 1 leto, podaljšala nekatere njegove ukrepe, med njimi tudi upokojitev uslužbencev, ko za to izpolnijo pogoje. Kot kaže, 3. tak zakon ne bo sprejet, kar pomeni, da ukrep v prihodnje ne bo veljal. Smisel ukrepa je bilo varčevanje zaradi ekonomske in finančne krize. Izrecna določba ZUJF-a pa je določala, da preneha veljati, ko bo gospodarska rast presegla 2,5%. Rektor je torej ob kandidaturi na podlagi javnih podatkov vedel, da bo ukrep prenehal veljati in je kandidiral v dobri veri, da bo rektorsko funkcijo moral opravljati celotno mandatno dobo. Ne bi bilo namreč ustavno skladno, če bi pristali na logiko, da je mogoče v imenu krize po koncu te krize zaostrovati nek varčevalni ukrep, ki sploh ni več potreben. In če razlagamo zakon za leto 2017 tako, potem je jasno, da podaljšanje delovnega razmerja največ do konca letošnjega leta ne more preprečiti nadaljevanja funkcije po preteku veljavnosti zakona, toliko bolj, če ukrep o prisiljenem upokojevanju v naslednjem letu ne bo več veljal.
Žal pa za dodatna pojasnila zapletene situacije nismo uspeli dobiti rektorja Univerze v Mariboru Igorja Tičarja, ki se je od problematike popolnoma ogradil, Gorazda Meška, predsednika upravnega odbora Univerze v Mariboru, ki pravzaprav podpiše sklep o morebitnem prenehanju rektorjevega delovnega razmerja, in predsednice visokošolskega sindikata Marije Javornik Krečič, ki bo zaradi pravnega spora z rektorjem za izjave dosegljiva šele po 5. decembru.